materialom družine, tako da je dobil v hišo same narodno zavedne snahe in zete. Najstarejši sin Rudolf se z očetom ni najbolje razumel. Uprl se mu je, odšel od doma in mlad umrl. Sin Edvard je kot ravnatelj vodil pivovarno v Laškem tudi še nekaj časa po preoblikovanju podjetja v delniško družbo. Leta 1908 se je vrnil v Žalec in se poročil s hčerko bogatega žalskega posestnika Rudolfa Senice, Fani Senica. Ta je za doto dobila hišo, danes poznano kot Kukčevo hišo, ter veliko hmelišč. Fani je vodila celo posestvo, se je veliko ukvarjala z hmeljem, je vodila knjige zelo skrbno in zelo zanimivo je, da je ona devala Edvardu tringelt, kadarkoli je on šel na kakšen izlet, kar je bilo kar precej. In to je razvidno, ker imamo ene stare knjige, v katerem vse piše, vse izdatki, prihodki, in Edvard je vsakič dobil nekaj za izlet, v Celje, pa v Ljubljano, kamorkoli, in vedno ona je pisala v nemščini in vedno je bilo rečeno Edward Ausgang, in se je videlo, da je Fani bila precej jezna, ker je tista pisava veliko bolj močna kot ostale. Na to liberalno miselnost v Žalcu lepo pokaže tudi pismo Edvarda Kukca, sina Simona Kukca, kjer piše sodišču v Celju, da bo odgovarjal samo na slovenska pisma. Se pravi, da če mu slučajno pišejo v nemškem jeziku, na ta pisma ne bo odgovarjal in bodo ostala nerešena. Najstarejša hči Sidonija se je poročila z Ivanom Beletom, ki je bil sposoben kmetovalec, zlasti sadjar in vinogradnik, ter od leta 1909 do svoje smrti ravnatelj kmetijske šole v Šentjurju ob južni železnici, danes Šentjur. Sin Emerik se ni nikoli poročil, živel je v Žalcu in se ukvarjal s hmeljarstvom. Fani Kukec je tudi sodelovala z Emerichom, bratom od Edvarda, zato ker on je tudi se ukvarjal z hmeljem in veliko so sodelovala. In ko je Edvard umrl, je Emerich vsak dan prišel k njej in jo prosil za roko, in to je bilo čist do kraja njenega življenja in baje ga je vsak dan zavrnila. Emerich je podedoval gostilno pri Kolodvoru in tam je tudi on umrl. Hči Aneta je kot glavni knjigovodja med letoma 1895 in 1902 vodila posle v laški pivovarni. Bila je zelo sposobna in odločna ženska. Poročila se je z laškim veletrgovcem Konradom Elsbacherjem, oba sta pa bila v Laškem znana kot zavedna Slovenca. Moje spomini na babico, Aneto Kukec, poročeno Elsbacher, torej hčerko Simona Kukca, so še vedno živi, čeprav sem tudi jaz že v letih. V Laškem sem preživljal svoje počitnice pri njej in se jo spomnim kot zelo strogo staro mamo. Bil sem najstnik oziroma še malo prej, še malo bolj zgodaj, in vem, da sem se jo bal strahotno in da si skoraj nisem upal nobene stvari narediti, ne da bi se posvetoval z njo ali da bi jo vprašal. Kasneje seveda je tok življenja mene zanesel v Ljubljano, vendar to spoštovanje ali pa, bom rekel, čutenje nekega nadaljevanja te velike rodbine Kukcev in kasneje Elsbacherjev je v meni pustilo, bom rekel, take neizbrisljive sledi, da sem skušal to nadoknaditi s tem, da sem v Laškem, ko se je tista hiša, ta trgovina in velika hiša, kjer je bilo, da sem si skušal te svoje spomine ohraniti na ta način, da sem nekatere eksponate, nekatere predmete njene in iz njenega obdobja si vzel, odnesel domov in jih hranim še kot en lep spomin. Veste, moja babica je bila zelo ena živahna, slovensko zavedna deklica. In
ko je prišla v Laško, je videla, da je tam mnogo Nemčurjev. In ni vedela, kako jim bi dala kontra. Ona je izobesila zastavo za 1. maja na pivovarno in to je bilo nekaj groznega v tistih časih, ko je bila Avstro-Ogrska. 1. maj pa slovenska zastava. In kaj je bilo? Spravili so jo na orožniško postajo in so jo tam zaprli. Hči Irma se je poročila z Vinkom Strgarjem, ki je bil rudarski organizator in eden prvih slovenskih inženirjev montanistike. Irma Kukec je umrla mlada zaradi tuberkuloze. Moram povedati, da so imeli Kukčevi restauracijo na Glavnem kolodvoru in tam so imeli pivnico. Takrat, ko je hodil Finžgar, ki je takrat služboval v Škalah pri Velenju, se je tudi tja oglasil in je spoznal njeno mlajšo sestro Irmo. In je po njenem liku ustvaril lik Irene v svojem romanu Pod svobodnim soncem. Najmlajša hči Gizela se je poročila z ginekologom dr. Hinkom Šukljetom, tudi predanim društvenim delavcem. Študiral je medicino v Gradcu, kjer je bil med vodilnimi člani Akademskega društva Triglav. Ko je dr. Šukljev umrl, je Gizela že bila noseča z sinom Hinkotom, ko se je rodil 7 mesecev potem. Ker je bila taka mlada vdova, je doma pomagala pri gostilni in potem je tudi bila mal pri sestri Sidoniji in tudi mal pri sestri Aneti. Ko je pomagala v gostilni, je pa spoznala enega rudarskega inženirja, imenoval se je Skrivanek in je prihajal iz Prago, ker so imeli neke probleme v Zabukovci, baje na rudniku. In nastala je ena velika ljubezen in eno lepo noč, sred noči, je Gizela lepo pobegnila z gospodom Skrivanekom. Šla sta v Južno Afriko, kjer so se izkrcali iz ladjo v Cape Townu in tam so kupili, brez da bi to videli, en rudnik v Middelburgu, to je pa v severu Južne Afrike in to naj bi bil rudnik zlata in premoga. Potem so pa šli tja in so ugotovili, da tam ničesar ni. In na ta način je Gizela izgubila vso premoženje, zato ker to je bil njen gnar, ko je ona podedovala od dr. Šukleta in tudi kar je še imela od družine. Potem je pa ona imela kar precej težko življenje in rodila je tudi nezakonsko hčerko Glorijo, ki je par let nazaj, ko je umrla, živela v Južni Afriki in na ta način smo tudi moja mama in jaz prišli v Južno Afriko in to je bilo leta 1954, ko nas je Glorija vabila in tudi ona skrbela za vse papirje in tako naprej in tako naprej. Družina Kukec je vse skozi finančno podpirala delovanje Žalskega sokolskega društva. Od Simona Kukca, potem njegov sin Edvard in pa njegov sin Vilko Kukec, vsi so bili zelo dejavni v društvu. Edvard in Vilko predvsem kot sama telovadca, ki sta pobirala tudi razna priznanja na tekmovanjih. Najmlajši sin Vilko je bil poročen s Štefanijo Vabič. Bil je aktiven pri ustanavljanju Sokola v Žalcu leta 1906. Takrat in tudi kasneje je bil izvoljen za načelnika, bil je dolgoleten član društva, vaditelj in kasneje starosta Žalskega Sokola. Poleg tega, da sem ponosen na svojo staro mamo, Aneto Kukec, sem lahko ponosen tudi na očeta, Radovana Gobca, ki je bil skladatelj in je ravno v Žalcu, oziroma natančneje v Grižah, služboval, to je bilo njegovo prvo službeno mesto kot učitelj. Bil je zelo napreden učitelj, kot je v tistem času pač
To bila navada za učiteljstvo, bil je sokol in se je zelo hitro stopil s prebivalstvom in je zelo, bom rekel, bistroumno spoznal in kraj in ljudi. Tako ni slučaj, da je ravno v času, ko je služboval v Grižah, nastala njegova prva opereta Hmeljska princesa, ki obravnava seveda tematiko Savinjske doline, hmelja in vseh zadev in zapletov ljubezenskih in takšnih in ekonomskih okoli hmelja. Simon Kukec je umrl 29. septembra 1910, star 72 let in je pokopan v Žalcu. Žena Ana se je po moževi smrti preselila k hčerki Aneti v Laško, kjer je 5. januarja leta 1915 umrla, stara 74 let. Pokopana je v Žalcu. Simon Kukec je zavest o pivovarstvu v Laškem tako močno zasidral med ljudi, da so po ukinitvi delniške pivovarne Laščani obudili tradicijo pivovarstva z ustanovitvijo gostilničarske pivovarne in jo razširile v pojem. To pa je že nova zgodba o uspehu.